Dragi Slovenci, v pripravi monografije, cenjeni gostje, posebej gospod Andrej Kavšek, gospod Andreja Tomič, spoštovani farani in vsi drugi, ki nas sledite preko različnih elektronskih kanalov. Kristjani neumemo zgodovino kot zaporedje slučajnih dogodkov v nekem času, pač pa gre za potovanje Božjega ljudstva v obljubljeno deželo. Svoje bivanje na zemlji dojemamo skozi odnos med nami in nebeškim očetom, ki nam je obljubil, da bo z nami vse dni do konca sveta. Zgodovina Židije je zato skoraj identična zgodovini izraelskega ljudstva na poti iz Egipta v domovino. Gre pravzaprav za teologijo zgodovine, ko skozi dogodke naših prednikov vidimo na eni strani njihovo trpljenje in upanje, veličino in šibkosti, na drugi strani pa izpolnjevanje Gospodovih obljub, da bo vedno z nami. Kdor piše zgodovino, bi rad predstavil nekaj velikega, da bi se pohvalil pred svetom, češ, glejte, to so bili naši predniki, pogumni in slavni. Zgodovina Židije pa ne govori o pogumu in slavi, pač pa o tem, kako se je Božja beseda naselila med nami, ter obrodila 30, 60 in 100 same. Božja beseda in sakramenti imajo namreč moč, da človeka spremenijo v kruh, kakor seme na njivi zemljo spreminja v kruh. Zaradi te besede, ki jo je Gospod po svojih služabnikih 750 let sejal v srce ljudi, so številni možje in žene postali kruh za življenje sveta. Darovali so se v družinskem življenju, potrpežljivo so sprejemali preizkušnje, umirali so v pravi domovine, pri tem pa ves čas preverili o pravi domovini, ki je zloven. Vera, upanje in ljubezen, to je bila njihova veličina in je naša veličina. Naj bo pričujoča knjiga ponižen izraz naše hvaležnosti Bogu in prednikom, ki so ostali in ostali, da bi tudi mi ne omagali na poti. Spoštovani navzoči, posebej ti, ki spremljate ta dogodek preko družbenih omrežij, najno potovanje z vsemi sodelavci v veliki iskreni hvaležnosti vsem z gospodom Župnikom je do našega cilja pravilo doprejeti Bog malo še malo zraven. Da bomo lažje spremljali ta naš dogodek, smo pripravljeni na dosti preprosto predstavitev zaradi lažjega sledenja in bi vam podobno kratko res predstavil zgradbo te monografije, ki obsega 10 vsebinskih poglavij in mogoče nekoliko nenavadno za tako delo tudi posebno fotografsko prilogo. Tako prijazen uvodnika na to monografijo sta prispevala gospod župnik Anton Nidovec in župan Andrej Kavšek. Naslednje prvo vsebinsko in najobsežnejše poglavje je poglavje zgodovine Janeza Vajsa, Vinica in njena župnija, kar prosim.
Naslednje poglavje je poglavje o romarski cerkvi na Žežnju, ki ga je tudi s veliko skrbnostjo pripravila Alenka Žumerič. Tema dvema poglavjima pa sledijo naslednja, in sicer gospod Franci Balagraj je natančno razčlenil vsebino in pomen tale smislino ogledalo duhovnih v cerkvi na Žežnju, ki je mogoče marsikdo ni videl iz razloga, ker je ta lahko v zakristiji. In seveda vsak ne ide v zakristijo in sicer boste videli to zanimivo vsebino. Nadaljujemo z opisom cerkva in cerkvenih znamenitosti, obeh župnih Vinice in Simeonova. Zatem nadaljujemo z zbranimi duhovnimi poklici duhovnikov od 17. do 20. stoletja, ki so izšli iz župnije Vinica, torej so bili rojeni v župniji Vinica. Naslednja poglavja sta spominska in sta namenjena nesrečni usodi kapelana patra Ivana Antona Sarniča, ki je bil kaplan v tem grozovitnem vojnem času. Seveda, še ne bi bilo tega groznega zdražbe svetovne vojne, je veliko vprašanje, ali se bi on tudi srečal z farali Vinice in farali z njim, ker je bil sicer že na poti na študij v tujino, ampak mu je ta preprečila. Drugo spominsko poglavje pa posrečamo dolgoletnemu župniku v tej župniji gospodu Francu Kastelicu, ki je bil med vsemi duhovniki od prvega poznanega Pravoslava do gospoda Midovca, drugi najdolgovečnejši župnik, ker je bil župnik celih 56 let, edini, ki ima tako imenovani straž daljši za eno leto, je bil župnik Jurij Genik, ki je bil v Vinici župnik od leta 1883 do 1920. Nadaljujemo z časom velike obnove, ki se je v teh obeh župnijah dogajal v letih 1998 do 2020 do obdobju 2014 z gospodom Jožefom Račkim in do 2014 do 2020 in seveda naprej z gospodom sedanjim župnikom Antonom Midovcem. Gospod župnik bo predstavil v naslednjem poglavju tudi sedanje tri župnije. Karlo Gašperič pa se bo dotaknil poslednjega praznovanja ob 750-letnici in pa za zaključek imamo pa to omenjeno fotografsko prilogo, ki smo jo nekako razdelili še na 4 podpriloge, nemeljivih spomini naših dogodkov. Na koncu je pa še skromna zahvala vsem v knjigi urednika, vsem sodelavcem in vsem, ki so kakorkoli in ste kakorkoli prispevali temu, da je ta pričujoča knjiga sedaj pred nami. Janez, lepo prosim, če lahko začneš s svojo predstavitvijo. Lepa hvala za besedo. Predstavitev knjige je vedno častna in seveda slavnostna dogodek. Posebno, če gre za tako visoke jubileje, kot jih praznujejo naše cerkvene institucije, državne in ostale institucije, ki imajo kakršenkoli pomen. Na začetku seveda hvala našemu Vidovcu in seveda Vladu Stešiniču uredničnega dela za pohvalilo, za možnost, da se ozremo v nešto 70 leti izjemno zanimive, bogate in kar je za vsakega zgodovina zelo pomembno, vsem ali večji del nepoznane župnije. Župnija Vinica je pojav dolgega države. Zgodovina je tako rečeno pojav, ki so z nami že stoletja, ki na nas vplivajo tako v duhovnem, kot materialnem,
čustvene in vseh ostalih polih človeškega bivanja. Župnija Litica, torej komiške delo prekrajanja, in je seveda vse skozi to nalogo tudi opravljeno. Ugotoviti moramo, da je na preteklost, tako od preteklost vrste drugih vrstnih cerkvenih institucij, da je slabo poznano in da v smislu dela družbo našim mestom, trgovno, trgom in ostalim pomembnim institucijam naše preteklosti, ki so deležne vse prenovo zgodovinske in tudi seveda aktualne pozornosti. No, danes bomo premaknili dva nova kamera v spoznavanju na mozaiku preteklosti prekrajanja, tako na področju zgodovinopisja, tako na področju umetnosti zgodovine in s tem seveda izrekli naše spoštovanje in sodelovno čast. Župnija Litica torej pojavila v prekrajanja. Ne dobro bi bila ena izmed, kot v protestičnem jeziku označuje vsemo mestne črnomarske knjige iz 18. oktobra 1928, je bila ena izmed štirih zvezdnih cerkva oziroma hčerjac v deželi in je bila potačno odrejena pražno na Črnomlju. Leta 1968 javno je zapoteljena skupaj za župnjo Črnomlja in Šumovideše Dvoreko, v okviru katerega je seveda postavljala 7 stoletij. No, za nas je pa posebno pomembna listina iz 22. javnega 1970, ko je župnik Janez Zrdaca iz najpodali neposebno jasnih vzrokov izročil župnijo Črnomlja skupaj z njenimi podružnicami in še nekaj dejansko uprava. Posebnost te listine je, da za razliko od teh starejših izredno omenjena eklezija, torej cerkev, eklezija samih krucijskih vajnic, zakaj cerkev so bile križne vinice. To je prva pojavnost na cerkev, kraja dejansko v srednjeveškem opisu. To pa ni imenik, daleč od tega, to so le najstarejši. Torej, lahko bi danes slavili in se spomnili tudi prvega vrhovnega razloga, ali pa bi čez bele slavili prvo omenilo župnika Filika Semeniča, ki je prvi omenil odvarjal dejansko na vrhovnih in pokaže župnik na Vinici. No, vendar mora nekaj predstaviti na našem prihodnem delu in še za našem vladu. Splošno moramo odkriti, da se zadnjih 50 let zgodovina Bele krajine klasično napisala na novo. Poglavje odkrita na mir so ponudila novo poglavje v vid, torej tako pozdravične, kot tudi sploh za nedavno odkriti bistveno starejše halštatske in vlamenske zgodovine, oziroma prazgodovine. Zgodovinopisje pa za intenzivnim študijom arhivskega gradiva še ne poznavlja in na podlagi tega arhivskega gradiva še ne bilo. Odkrilo celo vrsto poglavij, ki jih do sedaj nismo poznali v osnovnih potezah. Za tem novim verom in znanjem seveda pišemo novo zgodovino, torej nove zgodbe, ustvarjamo ta dodan, dodano vrednost, dodan kulturni kapital, ki ga potrebno skušamo manifestirati skozi druge oblike, posebno skozi naš turizem. Če se ozremo na stanje na Vinici, lahko ugotovimo, da do sedaj ni bilo nobene daljše sintetične povezane zgodovine župnije, kakor tudi zgodovine kraja. Imeli smo samo posamezne poglavje, ko so se bolj ali manj podobno ukvarjala s specifičnimi fenomeni. Seveda to pomeni, da nismo poznali zgodovine, daleč od tega imeli smo neko omejeno predstavo, ampak lahko rečemo, da so v tem delovni nemajhni premik in da sledeči minutah bi se teh premikov dotaknili. Naj poudarim, da tukaj ni danes mesto, da bi govorili o podrobni vsebini knjige in novih izsledkih, namen je predvsem predstaviti in praviti krajine. Na začetku je bila ugotovitev, da govoriti samo o zgodovini župnije ni mogoče, da bi govorili o zgodovini kraja, v katerem ta župnija stoji. Tako je tudi nemogoče govoriti o zgodovini nekega gradu ali o zgodovini nekega vasi brez obdelave dežele ali lokacije, torej v širšem smislu je ta obstaja.
Župnija seveda župljani, ki hodijo v cerkev, spoštujejo praznike, se držijo torej temeljnih postulatov. In to pomeni, da župnija vsem izjemno vpliva stoletja do življenja. Se pravi, ko smo govorili o tem, o čem govorili, smo skrbeli, da bomo govorili tudi o Vilici sami, ne samo o župniji. Vendar govoriti o Vilici je najboljše, če začinamo samo z srednjim vekom. Vilica je danes območje, ki je poseljena skozi različna obdobja na različnih bližnjih lokacijah in ima torej celo vrsto kulturnih slojov, preden pride do začetkov tistih, s katerimi lahko povezujemo in pojav krščanstva. Pričujoča razprava lahko zajame preteklost Vilice in neposredne okolice od prazne dogodine 20. stoletja. In skozi tako imenovano veliko pripoved, da se imamo nemenjeno v modernem času, orišeno podali že poznanih in novo odkritih arhivskih virov, ena nabivanja in razvoj tukaj pod Šleminami in tukaj nad Kovkom. V ta gibanja in razvoj pa je na to prijeto življenje župnije Vilica, kot rečeno že pojav tudi države. Novo zgodovino je mogoče pisati seveda samo z novim raziskovanjem, z novimi viri, z novimi viri torej druge narave. In najbolj zgodovinske razprave, še tako zanimive, so lahko velikokrat ponavljanja istih že poznanih dejstev in reinterpretacija, ki ne dovolj boljše razumevanje. Novo pričujoče razpravi pa je izjemno poudarjena na novo arhivsko gradivo, ki je bilo odkrito v Deutschland arhiv na Dunaju v okviru seveda izjemno bogatih fondov Nemškega lutherskega reda, za katerega smo ugotovili, da je kar 700 ljudi vladal v smislu na Vilici, da je celotno nekaj kraj. Škatla K305 Balaj Vestraj je tako ponudila za množico novih odkriti, ki vsem dovoljujejo zgodovinsko podobinice bližnjih vasi in seveda še posebno Evropije. Vsa ta arhivska počevanja so nepoznana ali upoštevana le na manjši meri. Govorimo torej o vsem novim, koliko se paradoksalno sliši, o vsem novim drugačnih zgodovini. Tukaj bi poudarili nekatera najbolj zanimiva odkritja, ki imajo velik pomen ne za zgodovino Vilice pa ožje v smislu, temveč za zgodovino Bele krajine in lahko rečemo celo širšega slovenskega prostora. Kot prvega bi poudaril odkritje Urbaja župnije Vilice iz 1570. Urbaja nam nudi torej vpogled v ekonomijo župnije, povedali je župnija ekonomsko temeljila na 16 kmetijah na Vilici, to je Drenovcu, v Lipi, Suhorju in Mineralcu, ter da je imela, kar je posebno pomembno za zgodovino tega Vilica 69 vrtov znotraj ozemlja samega krava. To pomeni, da je velik del slavnega fonda samega trga dejansko bil posest župnije Vilice. S tem lahko dopolnimo starejši Uršalo že poznanih Urbaja in dobimo dejansko sliko celotnega slavnega fonda pred več kot 350 let. Drugo zanimivo, izjemno pomembno odkritje je vsekakor seznam opreme, torej inventar župnišča na Vilici, cerkve Svetega križa, kateri so trenutno, in kapele Svete Katarine na gradu Vilica, na to pa tudi cerkve Svete Marije na Žežu. Seznami opreme in inventarji premoženja so izjemno pomembna pričevanja, kajti v njih ne ozremo politične ali pravne zgodovine, temveč bivalno človeško realnost pred stoletji, ali z drugimi besedami lahko preštejemo stole, mize, postelje, opremo vsake vrste, število knjig, celo Vilic, ki so eni iz lesa, iz cinka oziroma kositra, vidimo količino posluženo opreme, vidimo obleke in torej lahko govorimo o nekaj, o razumiranju nekega prostora za zelo konkretnih in natančnih podatkih pred stoletjem. In seveda to primerjamo bivališče župnije na Vilici z prejšnjim bivališčem recimo na Smuku ali z meščanskim bivališčem
liturgiji v svojih predelih. Tretja zanimivost so vsekakor podpisi in pečati dosedanje poznanih župnikov na Vinici, ki so omogočili obnovo vseh duhovnikov od leta 1574 naprej vse do danes. Spostavili smo torej dolgo kontinuiteto, lahko bi rekli genealogijo duhovnikov oziroma genealogijo župnikov Vinica, v smislu, da vemo, kdo so bili duši skrbniki in končno lahko rečemo, torej, da nam te dediči so tujci, ravno tako, so naši sodeževali v veliko primerih in jasno posebno zanimivo še študij drugih sorodstvenih povezav, s čimer bomo dobili zelo zanimiv prozopografski pogled v delu birokratske populacije. Mnogo in župnijo Vinica, posebej za župnikom Mihaela Blavičiča, v katerem imamo odhajanje fenomenalni doloc, ki je pomembno si za širši prostor, cel slovenski prostor. Omenja namreč svobodnico prerok, delku na prerok, in da smo državali pregrancem ceniti suhavno premanje, za katero vidim, da ima župnik celotno desetino, on jim štrajk, da je zaradi tega svojo, da je zaževal gospodstvo Dominika. No, sledeči stavek nam ponudi enkrat pogled v pojem posest v 15. in 16. stoletju, ki ga tudi del Slovenije ne poznajo. Zadnji podstajno etnega država izvesel. Tam so pred časom živeli posesti etnika. Die haben jede Zeit mit Pferden und Pferdespielen die Hauptmannschaft bedient. In so morali vsakič, oziroma kar nikoli bilo potrebno, za konjem, torej na vojaški službi, za psom, torej za lov, und Pferdespielen ali za lov ptic, in die Hauptmannschaft bedient, se pravi, so služili glavani in veliki. Und damit gewährt die Ressourcen dieser Population. Alle aber sollen Ähnliche von den Brücken zum Teil vertriebenen Volkens abgesprochen. Torej vsi te posedi pa so bili premali in so posledično izgubljeni. Gre za izjemno dokument, izjemno pečevanje, izginutja, posebnega statusa torej ljudi, ki je tukaj bil na kraju, na samem jugu slovenskega ozemlja, in je torej bil vojaško, lovsko in drugo vlogo pred prihodom Ruškega na jezde oziroma pred koncem 15. in začetkom 16. stoletja. Nedvomno pa to odkritje nemškega Ruškega reda bilo pomembno še v slovenski televiziji tudi kulturi oziroma. Druga izjemno pomembna najdba je pomembno protestantskega svetega pisma o prevodu Julija Kubine, ki so nahranili na župnišču Vinica še leta 1731. Se pravi, več kot 100 let po prevodu zadnjih protestantov. Ta najdba neguje pojav tako imenovanega kriptoprotestantizma, ali vsaj državnost protestantskega pisma, ki je daleč na Kranjska. Ne nazadnje, da seveda moramo razumeti, da je tukajšnji duhovnik tudi samo svetopismo v prevodu njeno zelo razumljivega jezika bilo zelo praktično. Omeniti moram še tri kratke najdbe. Iz nepoznavanja je prišel pomembno vidični župnik Mihael Blavič, še v Veni, ki je uporabil tukaj na Vinici glagolico in je pečatil z grdom, na katerem je glavo. Njegovo ime je namreč enigmatični MG, ki ga omenja glagolaški napisni grad Vinica, ki piše črto Rej oziroma 1556 in to je njegovi inicijalki. Na drugem gotskem napisu pa vidimo samo grb, na grbu je to vlado. Torej morda imamo posebno Mihaela Blavičiča, pred seboj predstavnika pomembnega vidiškega rodu v 15. oziroma v 16. stoletju. Potem moramo narediti še, da smo v Urbani omogočili oceno prebivalstva tega Vinica v začetku novega veka, za katerega zdaj mnogo še v 20 ljudi, in posebno oceno zgodovino same Vinice je to dopis 1954, ki je podpisan gospodar William Semenič, und die ganze Nachbarschaft in Gemeinde celotno sosedstvo in občina Vinica. Je torej zapričevanje neke zelo stremljene, ampak obstoječe lokalne samouprave. To so samo drobci iz sredine, ki jih razpravljajo na celotno knjigo in v zvadnem zanimljivem gradu,
seveda zelo lokalne narave, a kljub temu, da vidim, da vsebuje ogromno stvari, ki so tudi pomembne za širši prostor. Zahvala Jenica za ta enajni trofik in vsem ostalim, ki so podprli in srčno upam, da bodo tudi druge špete sledile in dodale svoje domače pozivnosti. Hvala. Očitno gre za cerkev, resnično cerkev umetniške graščine, ki je prvič omenjena leta 1674 v Ljubljani, Moskovska Lipica, in tudi arhitektura, tako kot je zasnovana, mislim rečila od 17. stoletja, od sredine 17. stoletja. Potem je predstavljena njena arhitektura, razvoj, predvsem zelo slikovitih fasad. Stara predstavitev temeljita na raziskovanju delih, ki so bila povezana z obnovo cerkve pred nekaj leti. Potem sledi zelo nadobna predstava posamezne opreme. Cerkev je pravzaprav bogato opremljena. Velik oltar, glavni oltar, ki nastopa, je največji v Beli krajini, pa potem stranski oltar, imenitna križnica z zelo neobičajnim, z slovenskim prostorom izjemnim ikonografskim motivom Marijinega monograma na strehi križnice. Nisem zapomenila samo na predstavitev cerkve, ampak tudi na njeno neposredno okolje. To se pravi na kapelo Ruške Marije z vodnim zajetjem, na razpedo, ki vas pričaka, če greste v kapela Križnega pota pri vrhu, seveda same kapele, so 14 kapel Križnega pota in pa obe kapeli, ki pravzaprav začenjata na Križnega pota. Ker je Marijina cerkev romarska cerkev, je seveda najbolj pomemben shod, ki živi mnogi v spominu in še danes zelo pistan, svetališče, v septembru mesecu, tako da sem predstavila tudi dodajanje tako, kar se tiče same liturgije in svetih obredov, pa seveda mislila stavlja od tem velikem svetovnem dogodku. Osnov sem črpala zelo veliko primerjalno gradivo iz let druge svetovne vojne in svobodnosti. Župnijska kronika Lipica, kar so nekateri župniki zelo natančno pisali, kako je posvetališče potekalo, in pa seveda s tem povezani eseji, na kateri so podajali tudi recitacijo, vse tisto, kar so romarji delovali na druge vojne, ki se bodo predali, kasneje veliko predavila. Željevska cerkev iz Sloga iz cerkva Bele krajine tudi po svojem zelo bogatem pisem izročilo. Nekako nisem mogla mimo tega, čeprav osnovno čisto neko sem zgodovinska, mislim pa, da je sestavni del tega prostora in neobnovljiv del same cerkve. Tako da je zajeto tudi izročilo, ki je bilo zapisano, nekaj izročila pa tudi še bi doživela. Jasno, da govori o turških rodovih, turških napadih, smo pravzaprav na turški meji, in so teljene rodovi, rodovini se v svetu Slovenijo, zapustili gospodino ljudi neizvrstnosti. Mislim, da je cerkev na Žežu in do zdaj ni bila deležna pomembno in natančno obravnave. Mogoče pa čeprav je preveč dolgočasno postalo monoton in podobno,
nekaj ilustracij, ki so preveč načrtane iz filmskega arhiva na Vici in Mihaelu spodbudi za podobnost. Ostale so pa še to, da vam za konec želim prijetno iskanje knjige, prijetno branje in čim več dragih od Žeželj v Sloveniji. Podlage, ki ga bom predstavil, in pravzaprav moral predstaviti avtor, gospod France Valka, vendar se je odločil. Gre pa za tablo, ki jo imamo na Željnski, torej za listi Željnske cerkve, zelo zanimiva tabla, ki na videz razbuja pozornosti, ampak tisti poznavalci stvari, seveda, in umetnosti zgodovine in poveste tem za izjemno zanimivo stvar. Torej, gospod Varga je odkril, da je to ogledalo duhovnih vsebine spet podobno satelitno podatinsko in to je nekakšna priprava, duhovna priprava duhovnika na svetonašnjo. Duhovni se oblačil, je hkrati fotografno besedilo in na dobi duhovni način doživljal svoje duhovne priprave na svetu našem. Izjemno zanimivo je odkril, odkot je to besedilo. Najprej samo za nedopustne valjnike, za kaj del, ki se dodaniščini, od duhovnih, kdorkoli si že, ki želiš peti mašo v srcu dovolj za dejstvo in duši iskreno premisli, kakšno veliko trpljenje predstavlja Kristus za tebe. Njegovo blago odkrito za smeh, ki amih označuje, v album oblečen pomisli, kako so v njej sramotili, cimbulom škola na mine, njegovih vezi so podoba, v plašč odece zadej, kaj barva škrlatna pomeni. In še nekoliko naprej. To boste prebrali sami. Zaslužili se, da gre za mistično razlago duhovniških oblačil, ki jo poznamo pravzaprav že v 9. stoletju v vzhodni cerkvi. In odkot, to je unikatno pojav pri nas, odkot je prišel. Gospod Varga je gotovo, in da je bilo to na prvi strani pisala. Ta misal je bil pa potem ukinjen z novim misalom Pija Petrija in sicer 1573 po Tridentijskem cerkvenem zboru, ravno danes 5. julija. In ta misal Pija Petrija je na nek način v bistvu razveljavil vse prejšnje delne misale, iste misale, ki so se uporabljali. Tako da nastal, torej, v tem novem misalu Pija Petrija, pa ni bilo te pesmi latinske, oziroma tega besedila. In očitno je en vidični duhovnik, ki je prej uporabljal misal, glejski misal, mi smo spadali cerkveno pravno dovoljen, je pogrešal v novem Pijevem misalu to besedilo in ga je ali sam ali nekdo drug prepisal na leseno tablo in zato bi se to ohranilo. Gospa profesor Nataša Golov je ugotovila, da je to besedilo, oziroma ta tabla nastala med letom 1600 in 1650. Na tabli sicer piše 1736, ampak verjetno je takrat ta tabla obnovljena. Besedilo je gotovo starejše, 1600 in 1650. Vam veliko spoštljivo branju tega čudovitega besedila.
Naslednjih poglavjih pravzaprav ne bi bilo v taki obliki vsebini, če ne bi izjemnega dela pripravil predhodnik gospoda Milovca, gospod Jože Raški. Jaz sem pri teh poglavjih nekaterih res imel zgolj podrobno vlogo, nekaj uvodov sem napisal redaktorskih popravkov, vendar, če ne bilo njega, seveda bi imeli veliko več dela in se mu res v tem momentu tukaj iskreno in globoko želimo zahvaliti za vso opravljeno delo. Tudi on se danes ni, nažalost, mogel udeležiti predstavitve, kjer bi tudi sam imel svoj delež. Tako, jaz sem to na hitro popeljal zgolj faktografsko skozi poglavje opis cerkva obeh župnij Vinice in pa Sinjega Grada. Župnija Vinica ima poleg župnijske cerkve 6 podružnic. In sicer za informacijo, se pravi, župnijska cerkev je cerkev Najdenega Svetega Križa, potem imamo pa največjo podružnico Marijino ime na Žeržu, Sveti Jožef na Kotlancu, Sveti Rok v Krasnu, Sveti Drug Novi Lipi, Sveti Fabijan in Sebastijan v Suhorju v Vinici in pa Sveti Mihael v Danu. Sosednja župnija, ki je Visok Pravi, župnija Sinji Vrh, ima pa poleg župnijske cerkve Svetega Janeza Evangelista še 5 podružnice, in sicer podružnico Janeza Krstnika na pokopališču Gorica, Sveti Marko v Daljnih Milih in pa Svete Trojice v Šteharju. Tukaj v tem poglavju je vsebina bolj komunitarne narave, dejansko gre za opise, posvetitve cerkve, zvonov, notranje opreme in vseh podobnih stvari. Samo toliko, čeprav je še nekaj par slajdov. Lahko samo omenim, da je tega leta se prvi rodu gospod župnik Pavel Federer, ki je bil tukaj na Vinici 9 let, od 1948 do 1957, njegovo delo nadaljeval gospod Franc Kastelic, župnik od 1957 do 1993 in kot rečeno, v eno tako pravo formo ga je zaključno spravil tudi gospod Jože Raški, ki je tukaj župnik od leta 1998 do 2013. Toliko o tem poglavju, sedaj se bomo malo razvedrili z dvema številnoma poglavljama, ki je Raška večina nekaj ure ob dopoldnevskih programih. Oh,
Hvala lepa za hvala za to dušo. Mi pa nadaljujemo z duhovnimi poklici Župnije Vinica skozi dobre 3 stoletja. Na uvodnih fotografijah vidite 2 najmlajša posvečena duhovnika. In sicer na moji levi strani je gospod Janez Ostronič, ali po domačem, kot smo njegove rekli, celem stric, ki je imel mašo radnega, novo mašo radnega Ljubija 1943 in pa najmlajši novomašnik Peter Miloslavič, sedaj župnik v Kocelju, ki je imel novo mašo na Vinici novembra 1980. Torej, že 41 let je bila novomašnika iz te župnije. Sicer je pa skozi zgodovino v obravnavanem obdobju, ki ga seznam, ki ga je prvi objavil gospod Jože Rački pred svojim odhodom iz župnije leta 2014 v župnijskem listu Klinički zvon, izšlo 50 duhovnikov. On jih je objavil do druge polovice 19. stoletja 40, mi smo jih pa nekako iz drugih zgodovinskih virov poiskali še do najmlajšega Petra Miloslaviča še 10. Najstarejši znani župnik iz Vinice je bil, mislim, da sem pravilno Janez Culiberga, ali tu je znan prijemek Culiberg, so različne, najbolj različnice prijemkov, ki je bil rojen pred letom 1623. Ni poznanega njegovega rojstnega datuma, govorimo pa, da je bil starejši od tega rojstnega datuma, ker je imel sorodnika, ki je bil pa rojen tega leta. Neka zanimivost je, da je med temi 50 duhovniki najpogostejši prijemek starešinič. In teh je bilo 5. Poleg duhovnih poklicov in duhovnikov smo odkrili tudi podatke o 8 redovnih sestrah, ki so išle iz te župnije, le ena je rojena v 19. stoletju, vse ostale v začetku 20. stoletja. Tukaj nismo uspeli še bolj podrobno raziskovati, ker so zelo težko dostopni podatki in smo se postavili na tem. Nekako smo pa malo bolj podrobno obdelali, tukaj smo pa imeli več podatkov zadnjega duhovnika Janeza Ostroniča in pa Petra Miloslaviča, tako da si boste tudi okolili teh nekoliko bolj podrobno lahko s fotografijami njuno duhovnično pot prepravi. Sledimo pa dvema spominskima poglavljama, in sicer na nesrečno usodo patra Ivana Antona Sarniča, ki je žal bil v tem nesrečnem času umorjen 13. novembra 1943, v Vinici je bil pa dan od 2. oktobra 1941 do 13. novembra 1943. Rojen je bil v Iraki na Dolenjskem, v družini 6 otrok, od katerih so žal 3 zelo zgodaj umrli in so samo 3 preživeli, brat Franc in sestra Alojzija in pa seveda Ivan, ki je bil najmlajši. Tako sledi še nekaj fotografij. Tole je kopija družinske strani v družinske knjigi družine Salnič, ki je očitno tudi že izvrla. Prva odhranjena fotografija, ki je stara 94 let, o patru Ivanu je iz križniške družine izdane leta 27, ko je 13-letni fant vstopil v križniški red, ki ga vidite tukaj v 3. vrsti drugega zlede, kot je napisano. Naprej, prosim. Tukaj ga pa vidimo že v študentskem obdobju v centralnem središču Karicijalnem pri Innsbrucku v družbi svojih soštudentov in pa možakarja, ki ima Valecko roke, to je pa pater Pavel Verder, naš rojak, ki je bil tukaj rečeno
9 župnik. To semenišče je bilo centralno križišče, semenišče dobrega, to zelo nacistov ni zaprlo. Leta 1938 ob zasedbi Nemčije oziroma Avstrije strani Nemčije. No, to je fotografija Zevana Nove Maše, na njegovi desni sedi mama in pa njegova sestra. Na njegovi levi pa tedanje Prior, Pater Valerijan Učak. In pa še zadnja ohranjena, oziroma najmlajša slika pred njegovo smrtjo, to so novomaške svatje od Janeza Ostroniča, novomašnika, ki ga vidite v prvi vrsti na sredini, pred njegovo domačo hišo. Zdaj, ego Patra Ivana pa nam nekaj govori, da ni silil v sredini in da najdemo skrajno lepem zgodnjem kotu te fotografije. Pomembno pri obravnavi njegove usode vlogo nosijo zapisi patra Jožeta Žakarja, ki je bil župnik dolga leta v Črnomlju in je po njegovi zaslugi tudi precej stvari ohranjenih. In ti zapisi datirajo v nekem nemškem smislu v Patru Ivanu od 27. maja 1943 do 15. marca 1945. No, en pomemben datum je 13. april 1944 in duhovniška konferenca v Črnomlju, kjer je sklicala partijska oblast. In na tej konferenci je nekdajni župnik iz Artišičev Imaš to sprašal izvršnega sekretarja Osvobodilne fronte Borisa Kidriča o razlogu, zakaj so umorili Patra Staniča in mu je ta odgovoril, da je to žal pomoga. Torej je na koncu še sklep pokrajne komisije za vojno škodo Krško, s katerim ta komisija njegovi mami podeljuje denarno odškodnino za njegovo smrt v višini 1.400.000 dinarjev. V 50-letnici njegovega umora je bilo tudi pogrebna maša in iz te maše imamo eno zanesljivo pričevanje o njegovi vlogi pri reševanju življenj, ogroženih življenj, domačinov, ki so jih želeli Nemci umoriti in je on prijezno nemško uspel rešiti. Tega moža, da ste vsi poznali, v domačem ljudbo Jože Kovačo, pokojni že, ki je imel zaradi te svoje pozicije pred strelskim bolom potem celo življenje zelo težke travme. No, mene človeka je pa tale misel zelo pretresla. In sicer je izrekel grški mesec v obdobju njegovega življenja 384 do 322 pred Kristusom. Človek najpomenitejše bitje, a odmaknemo zakona in pravice postane trudnejše od vseh. Zakaj sem to rekel na koncu prikazal? Ravno zaradi tega pretresljivega spoznanja, da ta resnica veliko tudi v današnjem svetu velja še. Tako, drugo spominsko poglavje je posvečeno gospodu Francu Kasteljicu, ki je bil župnik v Vinici od leta 1957 do 1993, tudi praznik zadnjih dni je v miru počakal slovo. Od tega sveta v starosti v 90 letu starosti. Gospod Kasteljic je res rekel župnik, v tej župni je bil v težkem obdobju celih 36 let in je z velikim veseljem dočakal obrovstvo samostojne Slovenije. Bil je res mirjen, preudarjen možaka in
paradne vilice je res postal v najboljem spominu. Marsikomu izmed nas je bil krstni, obhaljeni, bemanski duhovnik, skratka duhovnik v naši mladosti. Tukaj vidimo v začetku 60-ih let duhovniki so vrati na duhovniški konferenci. V svojem življenju je obdaroval več od 64 let svojega duhovniškega življenja. Vidite podatke tudi ključne, kaj je v tistem obdobju do bistvenega, koliko parov je zakonskih sklenov, koliko otrok je vrstov, koliko otrok je pripravil za vedno in pa tudi koliko faraonov se je poslovil. No, to je zopet ena fotografija iz moškega dela Peljskega zbora, župnijskega, ki je gospod Kasteljica Zlora, ki je imel crkveno petje in izhaja iz 90-ih let 20. stoletja. To je pa njegova zlata maša, leta 1993, po kateri se je upokojil in dočakal v miru svoje zadnje dni v župniji Vinica, kjer je prišel večnost 2. januarja 2008 in v miru počiva v zavetju domačem župnijske cerkve. Z velikim spoštovanjem se ga vsi paradi spominjamo in verjamemo, da je res naš veliki duhovni prebog. Mesto njegovega zemeljskega počitka, tukaj je v neposredni bližini Vidiške cerkve. Gospod župnik, izvolite. Naslov sledečnega poglavja je čas kripke obnove. Zanimamo obdobje od 1998 do 2013, ko je bil čas, ko je tukaj gospod Jože Rački. Vsi ga poznamo kot izjemno sposobnega gospodarja, pa tudi močno duhovno osebnost. On je opisal v tem poglavju svoje delovanje zelo natančno, kot je bil. Torej, piše o obnovi župniške cerkve, potem kot družnic, bolj natančno o obnovi cerkve Marijinega imena na Žežlju, ki smo jo potem v mojem času končali. Potem kompletna obnova cerkva na Sinjvrhu. Potem je prenovil zgodovinski arhiv, izjemno smo to hvalili, prav neverjetnim delom moži je gospod Jože, moj predhodnik, in smo zelo hvaležni. Urejen zgodovinski arhiv, vse tiste knjige v pisarni in status primarno, kar redki duhovniki tako lepo skrbijo za status primarno, da je moj prednik na novo zastavil, tako da jaz se to nadaljujem. Potem opisuje tudi pastoralno delo, ki na duhovnem področju ministrante, delovske procesije, verouk, različne molitve, molitve na srečanje, istokali, da se ustanovil, natančno posodil vsa domanja, ki so bila v njegovem času. In tudi kar je tako zanimivost, recimo pravi, da v teh 15 letih je obiskalo željsko cerkev preko 100 avtobusov romarjev v tem času. In da je na posvetališče in različne slovesnosti v župniji preko 50krat povabil različne škole. V 15 letih preko 50krat različne škole. Lepo.
preveste, kako je radi bogoslužje. Ko je odhajal in naročil, da je 3 leta, v gospodarskem smislu 3 leta pauze, ker so ljudje štrni. Tako da, ampak dobro, Ljubljančani ste navajeni biti pridni in smo že malo začeli tudi v gospodarskem smislu nadaljevali obnovo. Najprej smo povzdili naš gost v Dolci, obnovili celo Krancu, postavili spomenik Ivanu Sandviču, dokončali obnovo Željevske cerkve, obnovili kapelice, na Žežlju tlakovali pločnik med cerkve in živliščem, nove klopi na Žežlju, zdaj pa obnovimo cerkvo v Dabnu. To je kratko opisano. Sledi pa sedanji motiv župnije, to sem sam pisal. Torej, začel sem se delati Tomaško, malo autonomije, kaj je nedeljska naša potrebna, nekoliko podatkov, statistika, delovičke naše, krstni poroke pogledni, tudi imam statistike za 35 let nazaj. Recimo, krstov je povprečno v zadnjih 35 letih 14 na leto, pogrebov v zadnjih 35 letih pa je 18 let vsako leto za 40 let, tudi 4 farane imamo v 25 letih. Potem Veluk med 70 in 80 otrok prihajajo v našo veluško šolo. Pravci in stranki pevskih zborov, vse to je opisano, pritrkovanje jasnice, čiščenje in krašenje cerkve, ne pozabimo na te pomembno vsakdanje stvari, kjer sem citiral svetopismo Riberja, oko se ne nasili z gledanjem, oko se ne napolni s poslušanjem, kar je bilo zopet, kar se je zgodilo, se bo zopet zgodilo, to pride v svoji zavezi. In sem dopisal, da bi naše gospodinje rekle, hiša se le pospravi s pospravljanjem, kar smo čistili, pa treba kmalu zopet čistiti in tako naprej. Kje je smisel ponavljajočih se del? V zadovoljstvu, ki jo imamo, kot pravimo, oziroma nezadovoljnosti, kadar tega ne opravimo. Kar z tega mesta Bog povrni vsem, ki ste tukaj zvesti. Potem opisuje zbor Včarju, našo Karitas, Mladino, Oratorije, zakonsko skupino in biblično skupino, naša Romunja, posvetališče na kratko in pa zaključujem svojim poslanstvom med Farani. Župnikovo poslanstvo je biti pastir v Gospodovem imenu, delež pri pastirski službi edinega pravega pastira, našega prejšnjika. Želim poudarjati gospodarstvo človekove osebe, da je vsak človek Božja podoba, da je tako potreba spoštovati, da nikoli ni dovoljeno človeka opredmetiti, poniževati in da je človekov končni cilj v večnosti. Da ima Bog človeka neizmeren namen. Vedno znova sem prevzeti od tega dejstva, kako Bog človeka ponižno ljubi. Prav ponižno ljubi. Občutek imam, da sem odrežen najbogatskega sodelovanja in to je pozvanje smeščive obletnice naše pare. Koncept in ideja je bila gospoda Toneta in hvala Bogu za takega podobnega postirnega prijatelja. Namen vsega je bil, da Fara pred celotno stopi skupaj in se nazvali Gospodu za milost in darove in da se posveti še vidi, da se poveseli širšo okolico. Imeli smo sveto mašno, kjer je ono Gospod Šlohovan, sljiva je posilo za vse. V kulturnem programu so se predstavili številni domači kulturni
drugi gostje. V prizorišču so glasbene pesmi in domušne naslove. Seveda brez stečlova ne gre. Imeli smo tudi majhen živalski vrt za postrojitev tega. Druženje je potniklo zelo prijetno in je trajalo dosti pomoč. Znova smo pokazali, da lahko stopimo skupaj, se poveselimo in smo vsi eno. V imenu župnije še enkrat hvala vsem za zdravje in sodelovanje preko znanja. Hvala. No, in sedaj prehajamo z našim zadnjim poglavjem in sicer nekaj spomina naših dogodkov. To je pravzaprav fotografska priloga, razdeljena na 4 priloge in s to prilogo smo seveda želeli tudi povečiti marsikoga izmed vas, ki boste to knjigo brali, da se boste tudi v tej knjigi sami sebe našli in seveda po svoje prinaša določeno bogatstvo, določeno dragocenost. Tako da iskreno vabljeni vsi listani, branjeni in obdelovanji knjige. No, na koncu pa še tole. Celo predstavitev govorimo o monografiji, o 750-letnici župnije Vinica. Nepisano pravilo govori, da je naslov tisti, ki nekako povzema celotno vsebino določenega dela. No in vidva s gospodom župnikom sva tukaj kar precej govorila s svojimi možgani in prosila svetega duha, da je deloval, kar se je tudi zgodilo, zaradi česar so tam preglede 4 izredno čudovite besede iz knjige Psalmov in seveda smo se soglasno odločili, da bodo te 4 besede nosile naslov tega dela in ta naslov je opevno zastopo, tvoje zastopo Gospod. Tako da vsi, ki spremljate po družbenih omrežjih, kako tole vam sedaj tudi pokažem v kakšni obliki, kaj je nastalo iz tega 2,5-letnega dela in seveda želim, da boste to knjigo tudi z zanamcem in tudi sami z veseljem pregledali in se tudi v določenih trenutki zatekali njeno vsebino. Po iskrena hvala res vsem sodelavcem, mi smo omenili tudi 4 osebe, še nocoj, tu so tudi 3 dragocene lektorice, ki so lektorirale celotno vsebino, in sicer Damija Radovič, Helena Vučinič in pa Helena Dugovič. Zdaj, Helena Dugovič in Damija Radovič tudi nocoj med nami, Helena Vučinič je tukaj. Samo knjigo je pa oblikoval naš vojak Marko Gradica, ki se je tudi opravičil in se mu res še tudi iskreno zahvaljujem za njegovo delo. Sedaj pa na koncu vsem tudi nekaj prijetnih županovih besed. Župan Andrej, prosim. Spoštovani gospod župnik, dekan Dekanije Črnova, spoštovani župljani, spoštovani krajani in krajanke Vinice, občanke in občani občin Črnova. Veliko je bilo povedanega glede bogate zgodovine Vinice in pomena delovanja župnije za ljudi, kulturo, razvoj kraja, nenazadnje za razvoj naroda in Slovenije. Težko je kaj dodati, zato pustimo strok po stroku. Lahko bi samo kaj pohvalil, če se požali. Bi pa rad izkoristil to obletnico in jo poskušal povezati s sedanjim trenutkom, ki ga živimo. Morda se zdi malo obrabljeno, a dejstvo je, da se moramo spominjati in sprejemati preteklost, znati živeti sedanjost ter sanjati prihodnost. To je recept za pravilno
in polno življenje. Še posebej bi poudaril to, da vse premalo poznamo preteklost in to tisto našo lokalno, na katero bi morali biti še toliko bolj ponosni. Zato kot župan in občina podpiramo raziskovanje lokalne zgodovine in nastajanje monografij in knjig, ki opisujejo našo zgodovino. Če vemo, kaj smo bili, bomo znali biti to, kar smo, in bomo znali graditi to, kar bomo. Zato hvala vsem osnovalcem in piscem monografije po 750 župnije Vinica. Naredili ste veliko delo za lokalno in širšo slovensko okolje. Vinica je pomemben kamenček v mozaiku razvoja naše državnosti in kulture. Seveda bi v tej priložnosti rad poudaril tudi eno zadnjih dognanj zgodovinarjev, in to je 770 let prve težke avtonomije Črnomlja, ki še enkrat več dokazuje, da je naše območje eno od najstarejših pravno oblikovanih področij južno v Ljubljani. Tudi to bomo znali ustrezno obeležiti in oznaniti širši javnosti. Seveda bi rad poudaril in pohvalil obiskovalce vseh ostalih knjig in monografij, ki opisujejo krajinsko zgodovino. To je pomembno delo in poslanstvo. Seveda pa želim kot župan to še nadgraditi. Rad bi, da bi se naši otroci že v šoli seznanili z našo bogato zgodovino. Zato se bomo potrudili, da bo vsaka takšna knjiga našla mesto v vseh lokalnih knjižnicah in knjižnicah v osnovnih šolah, ter na ta način seznanila in učila naše zanamce o ponosni zgodovini naših očetov in gradili na ta način ponos naših zanamcev. Na koncu še enkrat hvala vsem, ki ste sodelovali pri nastanku te izjemne knjige, ki je res monumentalna, zgovorna in predvsem preprosta, da jo lahko vzame v roko vsak, ki mu je mar v naši preteklosti in mu je mar za našo prihodnost. Hvala vsem. Spoštovani, ob izidu te izjemne knjige se iskreno zahvaljujem najprej vsem avtorjem, Janusu Vajsu, Malinki Državneč, Francetu Vajnu, Milošu Konačniku, Damiru Starešniču in Karlu Gašperiču, Damir Letovicam, Heleni Ušinič, Damir Radovič in Heleni Ljubanič, oblikovalcu Marko Pravici, fotografoma Juliju Broskoviču, Sinu Odvodi, mojemu prijatelju Tomažu Marsu, ljubitelju in poznavalcu naše zgodovine, za prijazne nasvete, ter uredniku Damiru Starešniču za potrpežljivo sprejemanje in vodenje celotnega projekta. Pomembno podporo pri izzivu publikacije ste dali Vinskemu županu. Hvala. Dovolite mi na koncu še tole. Nekateri avtorji ste se v velikem delu ali celotno odpovedali monografiju in ste svoje delo upravili za motorje. Naj vam bo povrnjeno v tem in v prihodnjem življenju. Za vse vas to bo upravljena sveta vaša za posvetališče na Žežnju. V nedeljo 12. septembra po 11. uri sveta vaša se poglasila za obrodnike. Iz srca želim, da bi vsaka hiša z veseljem kupila to knjigo in da bi obranil rasel v naših srcih zdrav ponos in veselje nad Gospodovo zvestobo. Bog vas živi.